vprašala me je, koliko zaslužim. Ja. In takrat sem pa res popizdil, ker pač ti meni zdaj govoriš skozi, da ti nekaj nisem privlačen, tretje, in pol me pa sprašuješ, koliko zaslužim. Ona je imela, ne vem, jutranje navade do 10, da je noben ne moti. Zdaj, pač jaz sem se zbudil ob 8, ne vem, sem šel tam do nje, valjda sem kaj govoril, tretje ne bo zdaj dva tujca v stanovanju. Veste, kaj mislim, pol tako, Mislim, malo je res, mene to ful, ko živce mi je pilno, ampak sem nekako tako prenašal to, ne vem, sem potrpežljiv, sem si mislil, ok, dej, sej, glej. Rekla Anja, da ona pa ne verjame v karmo, da vedno za vsakega poskrbi, da pač dobi to, kar si zasluša, da pač v smislu maščevanja. Da je ona, da se že ona maščuje. Ja, da ona se ima za karmo. Se pravi, da ona vsak, ne vem. Ko nekaj slabega naredi, se mu ona maščuje, ne čaka na karmo. Točno tako. Ne moraš zdaj, ne vem, zjutraj, veš, mene glava bolest, ko ful ne bi, ali pa ne vem, mislim, ona je skozi neki se izogibala. Jaz sem ful energijo v bistvu porabljal, da sem njo prepričeval, da pač zdaj moraš snemati, ne moram, kaj zdaj hočeš, da jaz njim rečem, ne vem, da odpovemo snemanje. Ja, pa se ti to dalo, jaz bi živce zgubil. Mislim, takrat, če se ti zmeniš, ob 10 snemanja, tu nimaš, mislim, 10 do 10 moraš tam biti in to je to. Iz policijske postaje, da me kliče in da kaj imamo to z Janjo, ne z Janjo, za Anjo, se pričujem, ta podoba ni imetno, me malo meša. In kaj imamo to z Anjo in da sicer nekaj je malo zanimivo, meni je bilo že tako malo čuden, ker ženska je bila malo tako živčna po glasu. Predober si, tako da to te bo teplo. Jaz napovedujem, ti pa ne želim, ker poznam veliko takih dobrih fantov, pa ženske pravijo, še menga poštenega pa dobrega. Dragi gledalci, danes je moj gost Matic Škrbec iz Poroke na prvi pogled. Ima nam zapovedati veliko zanimivih zgodb, tako da tole se vam izplača gledati do konca. Živijo, Matic. Živijo, Tomaž. Daj nam za začetek povej, kako si se sploh odločil, da se prijaviš v to oddajo Poroka na prvi pogled. Za začetek, da se malo predstavim, sem Matic Škrbec, vsi me že poznate, verjetno iz Poroke na prvi pogled, ki se je odvijala to sezono oziroma lansko leto. Tako da bom pa povedal zdaj, odločil sem se za ta šov, predvsem zaradi izkušnje. Zanimalo me je vedno tako, kar sem videl po televiziji, kar sem gledal, kako se to snema, pa tako, kako se človek odzove, ko se ga snema pod kamerami. Tako da to ozadje me je zelo fasciniralo in jaz sem se odločil, da premagam to tremo, ker sem imel tudi v preteklosti z javnim nastopanjem. Tako da je, mislim, ena res krasna izkušnja, ki ti omogoča, da mogoče še malo bolj spoznaš samega sebe in greš čez te, greš v cono neudobja, tako bi lahko rekel. Koliko si pa resno računal, da bi pa lahko punco dobil? Kdor je šel v ta šov, pa da je bil 100%, da bojo zdaj strokovnjaki upravili najboljše delo in da mu bojo najdel zdaj punco. Jaz bi lahko rekel temu človeku, da je lahko tudi malo naiven, ker je zelo težko zdaj pričakovati, vse smo imeli strokovnjake, so nas ocenili, so nam naredili neko psihološki test, ampak še vedno, dokler ni ta kemija v zraku, to je zelo velika pričakovanja moraš imeti. Tako da jaz sem rekel, mogoče se pa zgodi, ampak nisem pa šel prav s tem namenom, da zdaj sem mi 100% zrihtel. Tako da
Mene je bilo v prvi meri mi je bila tako dobra izkušnja, dobro, valjda tudi promocija in tukaj je stvar zaključena v bistvu. No. Če pa spoznaš še kakšnih par dobrih frendov, je pa v bistvu kaj češ božga. A misliš, da ni mogoče glih to problem, ne, da grejo vsi zaradi izkušnje noter, ne, pa da imajo prevelika pričakovanja? Kaj bi pa rekel, a se bolj pri puncah ali bolj pri fantih zatakne? To je zdaj težko vprašanje. No. Pa jaz bi rekel, mogoče da punce imajo večja pričakovanja, tipi pa pač gremo, ne, pa pol pač vidimo, mogoče smo malo bolj sproščeni od začetka, no, to je dejstvo pač. Pol, ja, zdaj, odvisno tudi od osebnih preferenc, ne, enim je ful pomemben videz in jih pa že na začetku ful zamori, eni grejo bolj na easy v ta show, to je zdaj stvar osebnega. Moje osebno mnenje je, da mogoče vse te oddaje, ki so v Sloveniji, ne, da pač na punce zberajo, da zberajo predvsem take punce, ki so sicer verjetno zelo interesantne za gledalce, so relativno lepe, ampak te imajo pol čist previsoka pričakovanja. Če bi dobili ene preproste kmečke punce, bi teh parov veliko bilo, tako da jaz pa nikoli nisem še slišal, da bi kakšen par ustal skupaj, razen zdaj tam, kaj je bila poroka na prvi pogled, sta dva ustala, pa imata zdaj že otroka. In to je bila edina taka zadeva, ki bi rekel, kar jaz spremljam, sicer ne spremljam tako redno, da se nekako dobro rešila, tako da tako jaz to vidim. Kako bi pa ti to komentiral? Ja, mislim, tukaj bi se kar strinjal, ja. Tukaj bi se kar strinjal glede teh punc, ja. Mislim, dobro, v naši sezoni, ja, sta ostala ta Kiril pa Suzana skupaj, so še zdaj skupaj, tako da to so zadeli, pač en par so zadeli, ne. Ampak ja, no, glede punc bi se pa kar strinjal, ja. Vse punce so imele kar dosti visoka pričakovanja, ja. Tako da tukaj bi se kar strinjal z vami. Da ima ženska tako pričakovanje, ki mi kakšna ena prijateljica mi je razlagala, kakšnega tipa hoče, ne, pa razlaga, ne, pa sem jaz rekel, ti, pa misliš, da tak tip sploh obstaja v Sloveniji, ki ima vse te lastnosti, ki jih ti iščeš, ne, tako da ženske imajo čist prehluda pričakovanja, sej, ne vem, mogoče tudi nekateri moški, ne, oziroma mogoče ženske sploh ne vejo, kakšna pričakovanja imamo moški, ne. Seveda imajo taki mlajši, ki si ti, imajo čisto drugačna pričakovanja vreden, kot jih imam jaz, ne. Jaz, ko sem bil mlad, ja, najbolj važno je bilo, da je bila lepa, ne. Dobro, je mogla imeti pol tudi še druge lastnosti, samo če ni bila lepa, ni šlo, pa čeprav je bila dobra po srcu, pa pridna, pa delovna, pa poštena, pač ni šlo, nisi se zaljubil, ne. Zdaj, pri mojih letih bi pa pred lepoto vse te lastnosti bi mi bili veliko bolj pomembne, kakor lepota, ne, tako da je to, ja. Ja, mislim, vse to, recimo ta moja žena, bivša žena, Janja, ja, ona je že tudi rekla na začetku, da ji moj videz ful ni bil všeč, in pol je to ful že iz prve tako ful je tako zamorela. In mislim, se je že hotela iti domov, tako že na medenih tednih, tako mislim, sem jo prepričana, da še vedno je to zdaj izkušnja, da pač se tudi če midva niso za skupaj, še vedno lahko pač nekako gre ta odnos v smeri prijateljstva in pač ja, in ima oba neko izkušnjo, ki je tako dobro za oba naju, ne. Tako da ja, to je zanimivo, no, to je zanimivo. No, sej ta tvoja Janja je bilo ime, ne? Ja. Mislim, se luštna punca, ampak neki presežek pa spet ni, da bi zdaj glih tebi govorila,
da ti pa nisi privlačen moški, mislim, ne vem. Mislim, to je, ja, vse to je mene kar šokiralo. To je mene kar šokiralo, ker jaz tako nikoli ne bi rekel, recimo, punci, da pač ne ustreza mojim lepotnim standardom ali pa, a veste, v kakšni taki smeri. No. Tako da, mislim, to je mene orang šokiralo. No, jaz to tudi ne bi nikoli rekel, se pravi, cela Slovenija pol to šliš, ne, se pravi, punca bi lahko imela mačkan, bi rekel, nekega filtra, ne, pa bi si rekla, mislim, vse so te prej verjetni pokazali, pa to, če se ji ni zdopol, bi rekla, ne grem. Ja, ne, nisem. A ni tako, aha, ne, to, aha. Ja, prvič se na poroki vidimo, pa že, takoj, pa. No, ampak, jaz zase se upam trditi, da zdaj, če bi mi pripeljali eno žensko, ki bi bila zame res neprivlačna, ne, mislim, nikoli ne bi rekel, da z njo ne bi bil, zato ker neprivlačna, bi se mogoče zlagal pa nekaj drugega rekel. Ne. Mislim, točno to. Lepši spade, manj drugega prizadeneš, manj to udar na njegovo samozavest. Ne. Mislim, zdaj, če te ena reče, smotan si, ne, ja, pizda. Dobro, jaz bi nazaj povedal, ne. Mislim, ker nobena ni najlepša, tako da vsaki lahko kaj nazaj poveš, ne, tako da, ampak ja, je pa malo nerodno pred celo Slovenijo, da te takole, ne, tako da. Ja, to je kar šok. Ja, zakaj se pa ta tvoja Janja prijavila, tudi izkušnja, prepoznavnost, ali je bilo kaj drugega? Pa ne vem, dejansko ja, izkušnja, prepoznavnost, pa tudi tako, ne vem, mogoče je res verjela, da ji bojo pozrihtali ta perfect match. Oziroma, ja, to nek popolna oseba. Vse mogoče je pol, ko so se pogovarjala, mogoče je tudi ona malo zafrknila o tem, da je, ko je njim razlagala ta opis, kaj hoče, je mogoče premalo povedala, premalo v detajle ali karkoli. Ker pač ja, niso všeč, ne vem, tipi z dolgimi lasmi, tako taki Tarzan varianta, tako da ja, mogoče bi mogla reči, da ne mara plešastih ali karkoli. Ja, mogoče, če bi jim vse povedala, kaj hoče, bi pol tako rekel, ko sem jaz rekel oni kolegici, da mogoče tacga v Sloveniji ni, ne. Tako da. Kakšna pa je bila drugače ta Janja? Lahko malo to opišeš? Mislim, mina se je bila tako res kar tako različna. Čeprav, imela sem mogoče kakšne te skupne stvari, kakor je, ne vem, oba se rada v naravi, jaz imam tako ful rad hribe, obožujem hribe, skozi hodam po hribih, vsak vikend več ali manj, kakor imam čas. Tako da ja, ona je rada v gozdu, ajde, to je bila neka skupna točka. Ampak imela so pa tako drugačne vizije, drugačne mogoče delovne navade, drugačne poglede na svet, tukaj so lepo tako ful različne. In tukaj sem videl skozi čas, da so si tako ful preveč različne. Jaz recimo veliko ne bi živel v gozdu, mislim, tudi moji otroci pač nočem, da se jih vzgaja pač tako izven šolskega sistema. A ona bi to izven šolskega sistema? Ja, mislim, tako. Ona je bolj tako Tarzan stena in mislim, jaz to nič ne obsojam zdaj, da ne bo kaj pomote, pač, ampak ni to nek moj vidik. Tudi glede dela so si tako ful različne. No, da je glede tega povem malo več, kaj si mislil s tem delovne navade? Pač ja, meni je normalno, da ima folk službo, da hodi v službo redno, mislim redno, zdaj to je odvisno, kakšno ima službo, ampak da imaš neko službo in da imaš neko stabilno okolje, do čemer ona je pa tako bolj free, mislim, nima redne službe, prodaja te starine, to ne vem, mislim, ni tako, kako bi rekel, tako malo je čuden za moje pojme, čisto iskrena. Koliko je pa stara? Pa tako 27, 28, nekaj takega. Ja, to so že leta počaska. Se moraš malo zresniti, ne, tako, ko si mlad, 20 let star, ti res kakšne neumnosti
pa imaš kakšne neumne zamisli, ampak polk pa prideš v neka 30, pa vidiš, da pač je en ustaljen red, ki se ga moraš več ali manj držati, ne mogoče čist, ne, ampak nekako tako, kot si ti rekel, v službo moraš hoditi, ne, mislim, pa v gozdu živeti tudi, pa zdaj, da boš otroke ne dajal v šolski sistem, ne, si ne vem, učenje nadaljavo, ali kako je to mislil, da jih bo ona učila, ali kako? Ja, kakor sem jaz ne razumel, ja, da jih bo ona kakor vzgajala. Mislim, kakšni bojo pa pol te otroci, se bojo drugih ljudi bali, ne, ker otroci se ravno v šoli, to je v bistvu socializacija. Socializacija, jaz že se spomnim, je bilo, jaz sem iz vasi, ne, in koliko smo manj socializirani bili, ti, ki smo bili z vasi, ker je bilo manj družbe, manj za družiti, manjši krogi za družiti. Tukaj smo mi v Trebne prišli, mi smo bili čisto prestrašeni v 5. razredu, ne. Tako da otrok mora v šolo hoditi že zaradi tega, zaradi družbe, da malo komunikacije in tako naprej, tako da jaz moram tudi reči, da ne razumem takih zadev, no, tako da. Jaz se to čisto strinjam, pač socializacija je bistvena, pa tudi ko šola ti da nek nov pogled, pa tako naprej. Mislim, težko je zdaj, da bi kar, ne vem, nekaj živel, mislim. Ja. In koliko časa sta pa vidva pol to bila, ta šov je šel na izpadanje, ali kako, ker jaz moram po pravici povedati, da ga nisem gledal, sem tudi zdaj pač, ko sem se pripravljal na ta pogovor, sem mislil, da bom kje na kakšne posnetke na letu, pa je tega zelo malo, so zelo kratke. Mislim, da je bilo včasih več tega na YouTubeu, je bilo vsaj 3-4 minute nekaj, zdaj ali so to umaknili, ali jaz nisem najdel, ampak dobro, tukaj na umen nisem, da ne bi najdel, po mojem, da so to umaknili, tako da nisem nič veliko najdel, pa ne poznam glih to, če mogoče lahko še to malo poveš. Ja, to se gre v bistvu vsak teden je ceremonija in na tej ceremoniji se pač pol oba odločita, ali boste še vztrajala ali ne, in to je to v bistvu. Tako da ja, vsak teden se v bistvu odločita in to je to. Mi da so pač vztrajali do konca. Mislim, na začetku sem imela ful nekih preprek, pa se pa prišla do tega, da sva lahko frenda in sva pač vztrajali do konca. In veliko parov je isto tako naredila, čeprav niso se videli v neki romantični, ljubezenski sferi, ampak ja, pa so šli pol kot prijatelji in to je to. Ampak kako pa je to med samo oddajo, ne? Mislim, oni vas, rečemo to, mi tudi Renata prepodvala, nosimo enkrat tukaj v živo, ona je šla nekam na, mislim, šli ste na neke medene tedne, ali kako so to, ali kako, si ti pol iz to punco bil skozi skupaj, ali kako je bilo, da je to malo razložiš? Mislim, na začetku je poroka, po poroki se gre takoj na medene tedne, mi so šla na Malto, 5 dni si tam, skozi se snema več ali manj cele dneve, pol se pride nazaj, se useli v neko stanovanje. To ga zrihta televizija. Ja, to ga produkcija se zrihta, si gre v stanovanje in pol se tam živi. Je pa res tako, da 2 dni smo imeli fraj, 5 dni se je pa snemala. Tako, ne vem, ponedeljek, torek je bil fraj, od srede do nedelje se je pa snemala. In pol, ne vem, zdaj oni so se tudi pol prilagajali glede na šiht, pa tako, eni smo snemali dopoldne, eni popoldne, malo se je tako prilagajalo vse, sobota, nedelja pa itak večerje pa ceremonije. Tukaj se pa v bistvu vsi te pari se družimo skupaj, pa tudi v nedeljah so bili strokovnjaki, na ceremonijah, se pravi, so nas tudi pol strokovnjaki malo ocenjevali. Sicer oni so imeli tako zelo majhen pogled v situacijo, ker v bistvu oni so nas gledali samo na večerjah, pa pol na ceremoniji. Tako da oni so, mislim, zelo malo so videli v našem celodnevnem, ker mi smo imeli še več snemanj, ker v bistvu oni niso tega gledali. Tako da ja, vse so si lahko ustvarjali mnenje, itak so strokovnjaki, ampak ja, mogoče včasih je šlo kaj v napačno smer, ali pa
ali pa tudi ne. No. Ampak to je zdaj, tukaj tolik ne bi jaz nič kaj preveč komentiral, ker meni se zdi, da so oni tako zelo dobro upravili delo, glede na to, kaj so videli. No. Je pa res, da se s kakšnimi mnenji se pa glih ne bi zdaj strinjal, no. Ampak to je tako malenkosti, to ni zdaj. Drugače pa ja, no, pol smo snemali, kaj bi lahko še rekel, ja, in mislim, že tukaj se je videl, ta odgovornost, ki jo imaš. Jaz, če ne vem, podpišem zdaj s produkcijo neko pogodbo in pol, da imam to obveznost, da hodim na snemanje. Da, ne vem, zdaj, če se snema, ne vem, kaj jaz vem, zjutraj od 10 do 2, do 3, pač se snemam od 10, ne moraš zdaj, ne vem, zjutraj, ja, veš, mene glava boli, tako ful ne bi, ali pa ne vem, mislim, ona je skozi neki se izogibala. Jaz sem ful energijo v bistvu porabil, da sem njo prepričeval, da pač zdaj moraš snemati, ne moram, kaj zdaj hočeš, da jaz njim rečem, ne vem, da odpovemo snemanje. Ja, pa se ti to dalo, jaz bi živce zgubil. Mislim, takrat, če se ti zmeniš, ob 10 snemanja, tu nimaš, mislim, 10 od 10 moraš tam biti in to je to in nimaš kaj, ne. Mislim, oni so prišli do najo, pa smo šli pa nekam posneti, ali pa so pri nama snemali, ali pa tako. Pa tudi v energiji je bil mogoče malo problem. Ona je imela, ne vem, jutranje navade do 10, da je noben ne moti. Zdaj, pa če sem se zbudil ob 8, ne vem, sem šel tam do nje, valjda sem kaj govoril, tretje ne bo zdaj dva tujca v stanovanju. Veste, kaj mislim, pol tako, no. Mislim, malo je res, mene to ful, ko živce mi je pilno, ampak sem nekako tako prenašal to, ne vem, sem potrpežljiv, sem si mislil, ok, dej, sej, glej, let it go, No, moram reči, ker sem bil jaz mlad, so bile ženske drugačne. Mislim, Bog so smeli do 10, da te noben ne moti. Ja, no, se to je povezano, pa pol ona ne po službo hodila, pa to. Ja, se ne more hoditi ona v službo, če ima tak mindset, se ne gre, ne. Mislim, jaz prvič sem popizdil, v bistvu lahko rečem, lik zaradi tega, ker me Ana pač po eni strani je pol tako govorila, da, ja, v bistvu vprašala me je, koliko zaslužim. Ja. In takrat sem pa res popizdil, ker pač ti meni zdaj govoriš skozi, da ti nekaj nisem privlačen, tretje, in pol me pa sprašuješ, koliko zaslužim. To me je pa Mislim, dobro, te to mimogrede vprašala, koliko zaslužiš, ali misliš, da je bil ta vprašanje tako pač, da vidi, če ti dosti zaslužiš, ali boš dosti simu, da jo boš preživljal, ali ne boš. V tej smeri. To drugo, ja. Ja, ta je, veš, ne, ampak. Ona je tudi bolj rekla, da ona bi bila bolj doma, skrbela za otroke, tako tretje pač, tipi smo pa za to, da nosimo denar doma, pač včasih smo, ne vem, prašiče iz gozda prinesli, zdaj je pa treba denar prinesti domov. No, jaz s to teorijo se kar strinjam, ne, ker zdaj hočejo ženske biti tiste, ki so te glavne in jaz mislim, da moški imamo to v DNK-ju zapisano, da hočemo mi biti te, ki poskrbijo za družino, ne, ampak zdaj, da je pa pač denar neki pogoj, koliko imaš ti visoko plačo, da bom jaz s tabo ali ne bom, mislim, to je pa ful grdo vprašanje, če mene vprašaš in tudi, mislim, ne vem, zdaj, če ti nisi všeč, pač nisi všeč, pa tudi, če si milijonar, mislim, ne predstavljam, jaz z neko žensko, bomo lahko 100 milijonov premoženja ne bi mogel biti, če mi ni ok, lahko bi bil morda 2 dni, 3 dni, morda en teden, tudi en mesec bi morda zdržal, cel življenje pa sigurno, ne, in zdaj bo pa zanimivo, ne, ta ženska bo kje govorila, verjetno, ne, ja, da ne denar pa sploh ni pomemben.
To imaš zanimivo, ja. Ja, to je res. Ja. Mislim, vse je tudi glede videza. Najprej je govorila, da ji pa ni sploh pomemben, pol je pa ugotovila, da ji pa je. Ne. Mislim, vse to je kar težko. No. Mislim. Kakšen imate pa zdaj odnos? Mislim, se še kaj slišta? Mislim, pol se je malo stanje spremenilo. Pol, ko sem nekje na sredini, ko sem jaz že bil 100%, ok, to ne bo šlo, to je preveč, so si različna, in sem pol se jaz malo bolj odmikal. Na začetku sem mogoče tudi malo namigoval na spolnost, na tretje, pol sem pa videl, da je to brez veze, ker so si pač tako, mentalno so si preveč različne. In ja, pol sem pa videl, da bolj, ko sem se jaz tako oddaljeval, se je ona začela k meni bolj približevati. In tudi tako pol šovo. Pol šovo, recimo, je tudi tako, smo se ena parkrat dobili in je čisto bila drugačna do mene. Ni bila več tako hladna, kot prej. Pa recimo tudi na zadnjih ceremonijah se vidi na televiziji, da je bila ful bližje meni. In ja, zamenjala se je v bistvu ta smer. Drugače pa ja, in pol jaz nisem hotel njo prizadeti, in zaradi tega sem jo imel bolj na distanci, pač, ker še vedno ne bi bilo fair do nje, da zdaj jaz bi pa to izkoristil, ker se je ona do mene bolj približala in pol sem jo imel bolj na distanci in so se, ne vem, vsake 2 tedna, 3 tedna so se slišala. In to je bilo to. In tudi zdaj, načeloma, jaz nimam nič proti njej, pač, ker pač, ja, ok, jaz ne bom zdaj obsojal, pač, folk smo si različni vsi, tukaj zdaj težko koga obsojati, ampak ja, določene stvari ali pa njeno obnašanje me je pa res zmotilo, to pa lahko rečem. Ti lahko nekaj iskreno povem, pa upam, da ne boš užaljen. Ti boš imel še velike probleme z ženskam, zato ko si predober. Pa dobro. 100%. Pa jaz pa mislim, da ena se bo najla, ko bo znala to ceniti. Lej, jaz ti jo ful prvoščem, ampak lej, ženske ne marajo takih pridnih fantov, bolj si baraba, bolj gre. Lej, upam, da boš mojo knjigo, ko sem ti jo dal, prebral, pa boš videl razne zanimive zgodbe noter in lej, ti si tudi zdaj potrdil mojo teorijo. Jaz tu od nekdaj govorim, da pri ženskah je bolj zadržan, ne pokazati interes. Če ti pokažeš interes, je konc. Ko ti ne pokažeš nobenega interesa, je pa z druge strani interes. Tako da, ne, vidiš, to če mene vprašaš, ne se mi bojo nekateri ljudje obsojali, ne, ampak če si mu možno. Zdaj, če sem prav razumel, te niste imela spolnih odnosov. Jo, ne. Jaz, če se bi pokazala možnost, bi jih imel. Zakaj pa ne? Pa ne bi nič gruntal, tako kot si ti gruntal, zdaj do nje ne bo pošteno, pa pa tret. Ja, koliko je pa ona do tebe nepoštenih stvari naredila? Tam pred celo Slovenija ti je rekla, da si neprivlačen. Pa veš, kako gre to? To je tako, ne? Žal je tako. Ti si zdaj za kakšno žensko res neprivlačen samo zato, ker je to slišala. Ja, možno, ja. Če bi 5 lepih žensk rekel, kako je Matic lep, pa tret, bi avtomatsko bil pol vsem všeč. Ne tako, da mislim, lej, predober si, tako da to te bo teplo. No, jaz napovedujem, ti pa ne želim, ne, ker poznam veliko takih dobrih fantov, ne, pa ženske pravijo, če menga poštenega pa dobrega. Pa jaz zmeraj rečem, teh poštenih pa dobrih jaz poznam iz moje generacije, kukrčaš, pa so vsi samski ostali. Žal je tako. No, greva naprej na tvoje zadeve, tole sem mogel vmes povedati, če si iskreno tako mislim, upam, da nisem kaj narobe povedal, upam, da ti je tudi mogoče to kdaj prav prišlo, ne vem, bomo videli. Kaj je bilo pa s to Anjo Rijavec, ki je tudi bila v šovu? Tukaj je pa ta drama, ki se je pol začela. Ja.
Tako da, ja, jaz v bistvu mislim, da vse šov je bil kar naporen, ampak to, kar se je dogajalo po šovu, ko smo se v bistvu vsi mi gledali na televiziji, takrat je bilo pa res drama na kvadrat. Tako da, ja, mislim, Anja, ja, ona je pa ta glavni lik celotnega šova. A ona je bila glavni lik? Pa ja, po moji oceni, pa zikar tudi še po kakšni drugi, je bila ona kar glavni lik, ja. Je hotela imeti kar tako vse pod kontrolo, kaj se o njej govori, kaj je ono. Tudi pol, ko smo se gledali po televiziji, se je več ali manj tako skoraj z vsemi skregala, ne, ker pač mi, ko smo hodili na izjave, smo bili sami noter, se pravi, mi nismo med sabo vedeli, kaj kdo govori na izjavah. Ja. In ko se enkrat pa to vidi na televiziji, pol pa nastane te zamere, ne, kako bi rekel, ker v bistvu ti nekaj zameraš, on je pa zdaj to rekel v meni. Jaz v samem šovu ful nisem tako hotel čez vse govoriti kaj preveč, zato ker dejansko jih nisem res poznal. Mi smo se videli tako, ne vem, 2-krat na teden in zdaj, da jaz si ful neka mnenja ustvarjam, to je malo težko, no. Mislim, vse je pol, ko vidiš to iz večjih kotov, pol si mogoče lažje ustvarjaš tako mnenja in prideš do kakšnega tako, do kakšne teorije, ki dejansko je ta prava, ne. Tako da ja, no, mislim, zanjo, evo, recimo, midva sva tako po šovu. Te lahko sem prekinem. Tukaj bi te sem rad vprašal, ko ste te izjave dajali, a je mogoče, seveda, če tudi to lahko poveš, če da našmo zdaj kakšnih problemov zaradi tega, a je mogoče s strani teh organizatorjev, mogoče bili kakšni pritiski, da bi ti kaj slabega rekel čez koga, ker to je sigurno bolj gledana spol. Ne. Ja. Da če vse lepo laufa, ne bo gledanosti, ne, tako da Pa jaz bi rekel, da mi smo imeli že tako med sabo kar dosti drame, tako da dejansko ni bilo treba. Ni bilo treba neki pritiskov, no. Mislim, ne vem, kako se imeli druge. Jaz ni noben, jaz sem pač povedal to, kar sem mislil. Itak, sem bil na začetku sem bil tako zmeden, ker sploh nisem vedel, pa ne rečem, ne. Dejansko ti ne poznam zdaj človeka in kaj ne zdaj govorim o njemu, ne. Pa na koncu, bolj, ko je šlo proti koncu, bolj sem spoznal ljudi, ne. Bolj sem lahko več mnenj dal, pa tako naprej, ne. Na začetku je pa malo težko to, ne. Ker si itak ne poznaš, pa tako naprej. Ja, no, dej, to nadaljujo te Anji Rijavec. No, evo, to je malo bolj zanimivo zdaj. No, vse je bilo tudi zdaj zelo zanimivo, če me vprašaš. Ja, Anja je kar poseben lik, no. Pa bom začel tako, no. Po šovu so si tako, mislim, ona veliko brala te storije kakšne, ne. Jaz sem jih tako komentiral, kaj je hec, itak se ful tako zafrkajam, In pol, ja, iz tega se je razvila neka komunikacija, ne, tako več ali manj, vse je bil humor, več ali manj. Tudi enkrat, recimo na otvoritev, ja, ki je bilo po televiziji, ko smo začeli gledati, je ona nas povabila, mene, pa Janjo, pa še od Janje Mate prišle, ne, da smo gledali pri njej doma. Tako da ja, mislim, iz tega vidika je bilo tako, mene tudi bila ona že v samem šovu tako všeč, več ali manj bolj zaradi tega, ker ima res tako prezenco, ne. Tako zelo dobro govori, dejansko ti, ko njo poslušaš, ona te prepriča, ne. Ja, mislim, padeš v ta njen, ima neko to energijo, ki te lahko prepriča, no. In ja, to je bil tako dosti velik problem, no. Zdaj, kje sem ostal? Danes si govoril. Ja, se pravi, pri njej doma smo bili in smo gledali. In ja, tukaj sem tudi opazil, da je bila mogoče Janja tudi malo ljubosumna na Anjo, ne? Ker pač ona je bila še vedno
takrat se je malo bolj približala do mene, takrat smo posneli še to zadnjo oddajo, ker smo jo tako po enem mestu šel snemali, smo se vsi dobili kao reunion stena. In ja, se pravi, ja, to je bilo to. Se pravi, pol je bilo pa, čakaj, da sem se malo zmedel. Se pravi, ja, za njo sem imela ta najin odnos je v bistvu temeljil na zafrkanciji, vse do mojega rojstnega dneva, 2 dni prej, ne vem, 1 dan prej, ker ona mene povabila do nje domov in sem jaz prišel, navadila sem prišel, spila sem liter vina, zapričala. Mislim, mene je bila res všeč, mogoče sem takrat malo bolj se tako, pa ne vem, zdaj, če bi rekel zacopil, da sem se malo v njo, ampak res vidiš, da je ful drugačno v živo, kakor pa na kameri. Tukaj je ta, mislim, na kameri je tako ful uradna, ful lepo govori, ful ampak ker pa ti spoznaš tako na 4 oči, se pa sprosti in je čist drugačna. In zaradi tega, in ta del mi je bil, ta del pri njej mi je tako ful bolj všeč. No, in tukaj so se mi da malo tako, mogoče so se malo bolj povezala. Jaz pač itak, valjda, da vsak tip fucking pomisel na sekse, ampak jaz sem rekel, glej, prvič sem zdaj tukaj, nočem zajebati, bom drugič sem šel, jevi ga, ne bom. Spet napaka. Mogoče. 100%. Lej, z izkušenj govorim. Lej, mogoče. Če pri ženski takrat ne, ki je pripravljena, pol ta druge možnosti ni. Če ti je ženska všeč, je teže, če bi bila zdaj ena, mogoče, ki mi ne bi bila toliko všeč, bi jo zihar pritisnila. To je res, ja. To je tako, ne vem, na tekmi, ne vem, slalom je, ne vem, so rekli za kakšnega tekmovalca, pa na treningih tukaj dober voz, na tekmi pa ne, zato ker ga živci uničijo, tako te pa tukaj, plus še čustvo, plus vse in je to problem. Ja, mislim, to se vsem dogajalo, glih pri tisti, ki si bil zaljubljen, ni ratalo, zato ker nisi bil sproščen. No, sorry, kad te prekinjam. Ne, sej, to je čist dober umestni komentar. No, in pol sem jo šel domov, itak malo razmišljal na tretje. No, pol pa ne vem, s Kirilom so šla, to je pa ta drug, ki je bil isto v šovu, so šla na Šmarno gore, dobila so se, ne vem, tako na hiter, so šla na Šmarno gore in on mene malo sprašuje, če imam kakšno notrije, sem rekel, ja, bil sem po parih zmenkih, ne vem, drugače pa tudi Tanja mi je tako všeč, sem rekel, tako, pač bil sem tudi pri njej, tako, sem rekel, ful je bilo dober. In ta, mislim, ne vem, dobro, ne bom zdaj ga pljuval čez njega, ampak tako, mislim, on je šel to njej povedati, mislim. Jaz ne vem, kaj mu je bilo, mislim, vse so zgledila vse, dobro, na začetku sem bil tak jezen, ampak pol so to spucala, ampak jaz ne vem, To je žlehtnoba. Mislim, jaz nisem v življenju enkrat to naredil. Ker to točno vem, če hočeš moškega zajebati, po domač povedano, pri eni ženski, ji greš reč ti, on je pa vate zaljubljen. To ponovad žensko mine. Tako da na misel mi ne bi prišlo, da bi kdaj kaj takega naredil. Ali pa da bi, ne vem, da mene en pove, da mu je ena všeč, on tu tret, ne. Veš, koliko je z takih raznih stvari, vem, ki mi je kdo povedal, ni šlo od mene čisto nič naprej, zato ker veš, da in s tem se škoduješ, ne, tako da, dobro, pa tudi kot moški zmeraj sem malo bolj na moški strani, ne, bom bolj moškega, mislim, tako, ker ženske so bolj med seboj, moške smo pa bolj med seboj, ne, zdaj, ne vem, če bi bila ena ženska, pa ti, ne, ja, bi malo bolj s teboj držal, kakor z njo, ne, tako bi jaz naredil, ne, mogoče ni čisto pošteno, ampak tak sem, ampak nikakor pa, da bi ti hotel škodovati, ne, tako da, ja, to ti je on vse pokvaril, če smo čisto iskreni. Ja, dobesedno, čisto iskreno. Ja.
No in kaj je bilo pol, ko je ona to zvedla? Ja, ona je pa to je popizdila, je padla ven. Mislim, tako celo noč so se tako pregovarjali, ne vem, od ene zjutraj do 5 zjutraj, ampak pol je pa ona to obrnila v neko, mislim, to je šlo do take eskalacije, da jaz, mislim, takšne odzive, SMS-e, ki je ona meni pisala, se to imam v bistvu vse skrajne, itek ne bom zdaj tega do javnost, ker to je prepovedano, ampak mislim, to je bilo katastrofa. No. Ona je pol čisto obrnila, kukar vse, da jaz sem jo hotel itak že od začetka samo izkoristiti, da sem jo hotel sam pofukati, da sem nek spolni preverznjak ali karkoli, da če me ženska objame, da že kar jaz mislim, da hoče fukati z mano. Mislim, to, ko sem jaz od nje poslušal, jaz sem se sam zaglavil, jaz nisem mogel govoriti. Jaz sem se še v bistvu upravičil, da pač ja, povedal sem Kirilu, ampak se mi zdi, da to še vedno nič ni. Ona reka, zakaj si povedal to Kirilu? Ja. Sem rekel, pizda, moški pogovori, Saj imamo tipi, valjda se pogovarjamo o ženskah, ne vem, kdo je, kjer mu kakšno všeč, pa... Mislim, problem bi bilo, če bi ti nekaj čez nogo govoril. Ti si pa njemu sam povedal, da ti je všeč, da si se malo zaljubil. Ja. Ona bi bila lahko vesela te informacije, ne pa da je nekaj norela. Tudi zdaj dobro, če ti pol nisi bil všeč, mislim, da se za koma nord, bi lepo rekla ti, lej, sorry, mogoče si se pa malo narobe predstavil, lej, sem vesela, da sem ti všeč, ampak lej, naj ne vidim skupaj in je stvar rešena, ne. Točno to. Zdaj gre pa neko dramo delati, pa nekaj te kregati, za v bistvu, ki nisi nič slabega naredil, v bistvu ti lahko hvala rekla, lahko vesela, da je pač nekomu všeč, ne, tako da... Točno to, evo, tukaj se jaz popolnoma strinjam. Ja. No in pol je to sledilo še do večjih eskalacij, se pravi, ne vem, na družabnih, na Instagramu sva se tako malo storije izmenjavala, malo tako pikala en drugega, ne. Dokler pač nisem dobil klica od ene ženske, da me kliče iz policijske postaje in jaz polik iz dopusta takrat prišel na decembra, sem rekel, kaj je zdaj to? In tako, ok, iz policijske postaje, da me kliče in da kaj imamo to z Janjo, ne z Janjo, za Janjo, se prečujem, ta podoba ni imeti, no, malo meša. No, in kaj imamo to z Janjo in da sicer nekaj je malo zanimivo, meni je bilo že tako malo čuden, ker ženska je bila malo tako živčna po glasu. Ampak jaz sem bil tako šoku, da jaz nisem vprašal, ženska se ni predstavila, ni se nič, jaz sem bil itak v šoku, ne. In pol sem se malo tako, ona me je vprašala, kaj imam to z eno, sem rekel, nič, par storijev sva si izmenjala in pol je rekla, ja, da če ne bom nehal objavljati storijev o njej, ker na teh storijah sem jaz povedal pač par resnice, ne, glede Janje, kaj si mislim. No in če ne bom tega nehal objavljati, bojo mogli v bistvu sprožiti postopek proti meni na policiji, v bistvu za zdaj pa to ne bo sam kakor ustni opomin. Jaz čez 3 dni grem na policijo, noben ne ve nič o tem. Se pravi, ona to sploh ni bila policistka? Ja, ne vem, načeloma pol ta številka, sicer številke, kakor so rekli na policaju, oni imajo take številke, da v bistvu ti ne moreš nazaj klicati. Ne? Če kličeš nazaj, je pol ti odgovori, da ne vem, raboš neko kodo, ne vem, neka taka zadeva. Tako da načeloma policaj so rekli, da imajo take številke, ampak ni bilo pa nobene prijave ali pa, ne vem, tudi glede ustnega opomina bi jaz mogel dobiti pošto na dom, ali pa, tako da tukaj pa ni nič. Tako da ne vem, zdaj, mogoče ona pozna koga, pa je tako hotel mene malo prestrašiti. To je kaznivo dejanje? Ja. Vse na koncu. A policaj na policiji ti pa niso nič rekli? Dajte vi podatke, številko, bomo mi to preverili. Mislim, sej oni bi mogli zaznati,
da se to šlo za kaznivo dejanje in bi ga mogli preganjati po uradni dolžnosti, če mene vprašaš. Ja, to sem tudi jaz mislim. Ne, na policiji so mi rekli, da zdaj oni te cifre ne morejo kao preveriti, zaradi tega, ker pač, ne vem, ima nek ta center, ki pol gre vse tako, kukar da te cifre se ne more preveriti. Na policiji, po mojem, lahko čisto se preverja. Ja, tako da ne pa samo eno cifro, čegava je. Tako da, ne vem, policija, po mojem, sem Telekomu pošle, ne vem, zahtevo, dajte podatke v te cifre in po mojem dobijo. Tako jaz mislim, da je to tako da... Mislim, pol sem dal neko prošnjo glede enega zakona o teh javnih informacijah, če bi lahko dobil, sam mi niso, so mi zavrnili. No. Mislim, mogoče bom pa še dal, okay. Ker itak zdaj je pa še se bo še v nadaljevanju na ta podcast, ki je tudi kar problematičen. Ampak ja, no iz tega vidika, to, ki je eskalira, ja, da mi je v bistvu ogrozila s policija, no. Ne bi se pa šlo, ja, s tem nadlegovanjem. Jaz njo, mislim, od takrat, ko se midva skregala, jaz z njo nisem komuniciral niti enkrat, to je bilo pol že, meni se kakšne 2 meseca. Tako da ja, no, ne vem, res. Ona te to pol tudi nadlegovanja obtožila? Ja, ne bi bilo že vse nadlegovanje, no. Kaj pa je sploh nadlegovanje? Ja, jaz se dostikrat sprašujem tudi, kje je meja med nadlegovanjem pa osvajanjem, ne? Mislim, veš kako je nadlegovanje? Čisto vsako osvajanje je lahko nadlegovanje. Ja, ja, če ti eno punco obgovoriš, čisto prijazno, ne vem, v lokalu, na avtobusni postaji, na železniški postaji, kjerkoli, lahko to nekdo za nadlegovanje vzame, ne? In mislim, da zdaj imate mladi kar problem, ker je vse tako hitro nadlegovanje. V naših časih kakšno nadlegovanje, mislim. Ampak fant, če ni vztrajen, ne boš nikamor prišel pri ženskah. Yes. Ne, mislim, jaz se spomnim, jaz sem včasih diskoteko in se spomnim ene zgodbe. En tip, ena punca je šla z WC-ja in je bil tako tak ozek prehod, pa tukaj je bila ograja in on takole roko da in jo ni pustil čez. In ona na vsak način hotela čez, on jo ni pustil čez. Ne. Jaz to opazujem na daleč, sem rekel, ne, sem že po redarje mislil, da tega tipa, da mu reče ali pa jaz, da bi mu šel reči, da ne jo pusti primer, ne. No, ampak pol se pa kar začneta pogovarjati, pa se pogovarjata. Pol je on malo, da je bo ubijel, pa se ona malo upira, pa po enih 5 minutah, 10 mu je tudi že tu pustila, da jo je ubijel in tudi ona njega objemala, pa sta se že poljubljati začela. Potem je prišla kolegica k njej, da grejo, ne, da družba grejo, da jo čakajo. In ona, sem še 5 minut in pol na koncu tega tipa ni mogla posloviti, v bistvu se zaljubila v njega, ali kako bi to rekel, ne. Se pravi, ne, vidiš ta tip, ne, če bi na začetku rekel, moram paziti, da je ne bom nadlegoval, jo ne bi nikoli dobil, ne. Tako da, mislim, zdaj, da ne bo kakšen gledalec narobe zastopil, da jaz zagovarjam to, da ti eno žensko na silo staviš, pa to, ta gre malo predaleč, ampak povedal sem en tak bolj ekstremen primer, kako je to, ne, drugače pa, ja, danes lahko ženska, je čisto vsaka, ki vgovoriš, reče, da si jo nadlegoval. Ne. In pravim, da je hvala Bogu, da nisem mlad. Da je bilo v mojih časih drugače, če mene vprašaš, veliko boljš. Pa, lej, nisem bil nikoli do nobenih kaj nasilen ali
preveč teče, ne. Če bi se še enkrat lahko mladost vrnil, bi bil kvečem bolj ustrajen. Sem bil dostikrat premalo ustrajen. Enkrat z eno punco malo bil, pa se drugi govorili, ne, se pozabavali, da sem jo, ne. Pa je ona pol enkrat rekla, njime, če bi bil majčkeno bolj ustrajen, bi me pa, ne. Se pravi, ustrajnost mora biti, ne, tako da če bi jaz še enkrat bil mlad, bi bil bistveno bolj ustrajen, ampak je pa vprašanje, kako je to v današnjih časih, da ni hitro neko nadlegovanje. To ti pa po mojem tudi hitro samozavest pade, če te ena ženska nadlegovanja obtožne, pol ta drugi si čist prestrašen. Ne, ja še zdaj moram pa paziti, da nam kaj preveč, pa to tako, da... Jaz bolj vidim iz tega, da je to, mislim, tako ni prevečno, ne, se pravi, neko, mislim, to je v bistvu neresnica, no, to je ta point. Mislim, ok, zdaj lahko bi ste šli to, zdaj kaj je res nadlegovanje, pa to, ampak tisto, kar je ona mene obtožila, je v bistvu neresnično. In mislim, jaz imam dokaze, ne morem jih dati v javnost, ker to so osebni podatki, ne, ki se dopisuješ. Zakaj ne smeš to dati? Mislim, to je GPR, ni. Mislim, če se z enim dopisuješ, to glih ne smeš. No, jaz bi rekel, da pač etično je malo sporno, ja, da zdaj midva se nekaj dogovarjava, ti pa pol to v javnost daš, ampak mislim, da kaznivo ni pa nič. To bi mogo še mislim, to bi mogo vprašati koga, nisem jaz pravnik, niti približno, ne, ampak mislim, se tudi na televiziji vidiš, ko vam dajo te SMS-e, ko si neki politiki pošiljajo, pa take zadeve. Se to je ista zadeva, ne, tako da ne vem. Ja, to bi, mogo bi še preveriti, mogoče jaz ne vem, no. Ja. No, ostala so pri te Ani, ki te je obdolžila nadlegovanja. Ja, no, dokler pol, ok, to je bilo pol to, pol smo imeli še neko snemanje, itak se bila takrat pač nisem nič govorila, no, zdaj pa vidim tako pred kratkim, ne vem, tam sredina januarja, se je pa ona zmenila z temi slovenskimi novicami, da ima podcast, pač v našem šovu, ta reality check. In v tem podcastu ne bi se malo bolj obširno govoril, tudi nek strokovnjak je tam, ki je bil v prejšnjih sezonah. In pač ona pol s tem strokovnjakom razglablja v nas ostalih in pač tudi kakšni so povabljeni, recimo jaz med njimi seveda nisem bil povabljen, je bila samo ta bivša žena povabljena. V tem podcastu je bilo pa kar več sočnih stvari o meni, mislim tudi o tem, da sem izvajal, ne vem, spolni pritisk na njo, pa na Janjo, na obe v bistvu. Pol še strokovnjake mogoče, samo on je ful tako strokovno, to vse omenil, zaradi tega, na podlagi tega v bistvu, kar mu Janja povedala, ne? Ker dejansko, ok, vse so bile oddaje, ne vem, koliko je on zdaj tega spremljal, pa to, ampak večinoma pa ni glih kaj mogel ful veliko videti, kar se je dogajalo, ne. Tako da, ja. No, on bi mogel zdaj, da tebe ful komentira, bi se mogel tudi s tabo malo pogovoriti, če mene vprašaš, ne. Zdaj bojo si gledalci tudi rekli, ne, da bi tudi midva tlele mogla še zraven dobiti to Janjo pa Anjo, da bi bilo pravično, se bi bilo tako res najbolj pravično, ne. Ampak, dobro, midva nisva neka strokovnjaka, ki bi, midva se pač sam pogovarjava, ne, če pa on neki to resno analizira človeka, pa verjeten tudi, če te malo narobe analizira, ne, ma spet lahko na tebe kakšne posledice psihične vpliva na samozavest in tako naprej, ne, tako da tudi, če on kakšen strokovnjak, bi se mogel tudi malo tega zavedati, po mojem, ne. Ja, točno to sem jaz tudi njemu pač poslal SMS, ne, da čistko lep SMS je bil,
da se mi zdi, da je bilo tako mogoče malo nepravično do mene, da brez da bi on mene vprašal, v stvarih je mene komentiral. Ne. Pač tudi tako slovenske novice, ker sem jaz nekaj vprašal, ja, kaj pa, mislim, povabljena je bila ta moja bivša žena in to je bilo pa zdaj to. Sem rekel, jaz bi tudi povedal to svojo plast zgodbe in so rekli, ja, obrni se na Anjo in kaj ne, mislim, tudi če bi se obrnil na njo, kaj ona bi me ignorirala in to je to, mislim, če me že v štartu ni povabila, me tudi pol ne bo. Mislim, jaz sem ji povedal na enem komentarju, da jaz pa nisem bil povabljen, ampak to njo zdaj ne zanima. Ja, se pravi, kar lahko rečem, da ta podcast je bil bolj tako ustvarjen z namenom, da pač se kritizira določene stvari, določene ljudi. No. Med njimi sem tudi jaz, če smo čisto iskreni. No in kaj so kaj takega povedali še slabega v tebi? Ja, pač obrnili so tako zadeve, se pravi, ne vem, da sem jaz nezrel, da pač, ja, da Janja je videla tudi recimo glede tega mojega odnosa z Janjo, da je Janja videla v meni kakor enega otroka, ki ga morajo vzgajati. Mislim, zdaj tukaj, ok, če se dotaknemo še teh hišnih opravil, ja, od teh mogoče sem res malo slabši, ker pa, ne vem, ženske ali pa kako bi temu se izrazil. Pač. Ok, ne bom zdaj vsak poštar, ne vem, predstavljal, da mora biti tam, kjer mora biti ali karkoli. Glede hišnih opravil smo oba zelo malo delala, pač tudi po metu, skoraj ni, mislim, jaz sem po metu, parkrat sem rekel, itak je bilo vse umazan, sam itak so kamermani bili vsak dan pri nama, tako da zdaj mislim, da bi zdaj pomival neki, se sploh ni splačala. Tako da ja, glede kuhanja sem jaz zelo veliko kuham tudi doma, to mi je tako užitek. Ja, mislim, ok, ja, perem pa glik nerad ali pa ne vem, mogoče da je kakšno poslo glik ne postiljam, ne vem, mislim, to so šle pol v take detajle, da ona mene vzgaja in tako naprej. V bistvu sem pa dejansko, če sem iskren, od samega začetka sem mu jaz bolj tak feeling, kar da njo vzgaja. Ampak jaz tega ne bom govoril pred kamero, pač, ker se mi je zdaj tako nepravično do nje v tistem trenutku. Pač že to, da pač kažeš enemu, da ima neko odgovornost, to je v bistvu neko vzgajanje, če smo čisti iskreni. Jaz imam občutek, da to ženske zelo rade to nalepko nalepijo moškemu, da je neodgovoren, da je otročji in tako naprej. Jaz živim, pač sem samski in živim pri starših, ker ne vidim razloga, zakaj bi zdaj nekam na svoje šel živeti, če sem se tudi odločil, da bom samski, ker pač sem že toliko časa in mislim, da niti ne bi znal v vezi živeti. Zdaj, zakaj bi zdaj nekam v najem hodil, pa si delal, ne vem, 500 do 1000, mislim 500 evrov je čist premal strošek, če ti na svojem živiš, ne. Veš, kaj je prvič najemnina, komunala, elektrika, internet, mislim, to je cel kup stroškov, ne, in zagažal, ime pa si pri mamici živiš, nesposoben mamin sinko. Ja, mislim, kako, jaz sem sposoben, pa se upam reči, mislim, če bi bil jaz nesposoben, pa ne bi jaz tako šel za en mesec nekam na potovanje s tistim stvarmi, ki jih v kovček dam, pa se znajdu, pa tako naprej, ne. Ampak ne, to imaš takoj nalepko. Mamin sinko, ki živiš pri mami in Bog ne daj, da ženska šliš, da živiš pri mami, izgubiš vse točke, pa ne vem zakaj. Mislim, jaz zase se upam trditi, da jaz sem vse prej nesposoben. Pa na vseh področjih, res, likat ne znam, prat ne znam, ker nisem to nikoli probal, ker pač ni treba. Ampak grem pa vsak mu garantira, da če treba, se sto v 10 minutah
naučim in ne bom nič slabš, niti likov, niti prav katerakoli ženska. Znam toliko stvari na tem svetu, med drugim znam tudi štrikat, kvačkat in vse živo, znam tudi te ženska dela delati, tako da jaz sem daleč od nesposoben, pa ne da zdaj to kot neka lastna hvala, ampak dejansko je tako. Ne, tako da, ampak vidim pa, da to ženska zelo rade to etiketo in to prav uživajo, ko ti reče, da si mamin sinko, nesposoben, neodrastel in tako naprej. Ne, tako da ne vem, zakaj je tako. Ja, to se čisto strinjam, ja. To se res strinjam. No in tukaj se je pol v bistvu, mislim, v tem podcastu so obrnili v bistvu celotno zgodbo, ne, tako, ko jim je pasal, da se menem prikaže. Recimo tudi ta spolni pritisk, to se mi zdi, je bilo pa kar tako huda obtožba. Ja, to je huda obtožba. Mislim, da sem zdaj nekaj, je zdaj tukaj silil spolnost, ali pa tudi, da so strokovnjaki. Jaz sem izrazil željo po mogoče več dotikanj, večje bližini, karkoli, na začetku, ker je bilo tako res skladno vse, ampak ok, zdaj, če jaz nisem njej všeč, pač ja, jaz to štekam pač. Ampak ja, je bilo pa tudi veliko zajebancije z moje strani, pač jaz sem takrat, da se tako malo zafrkavam, da ni toliko dolgočasno vse, ne. Zdaj, mislim, ne vem, kaj bi midva zdaj tam govorila pred kamero, ne. Bi bilo malo preveč vse tako dolgočasno, zaradi tega pa sem ja tako včasih tako malo poprcel, ne. Ali pa kaj tako v smeri seksa namigoval, ali pa karkoli, ne. Ampak to je bilo, mislim, zdaj ne vem, če ona res to resno vzela, pa, ampak kukor sem opazil tudi pol kasneje, je ona pač to mene čisto sprejela, da sem pač bolj tak, da se rad zafrkam, ne, in je bilo čisto v redu, ne. Mogoče na začetku res, ker me še ni toliko poznala in je bilo malo čudeno včasih, ne, da sem kakšno tako pribil, ampak kasneje je pa bilo čisto v redu, ne, tako da zdaj. No, vi ste bili v resničnostnem šovu, kjer ste se poročili, živeli skupaj. Se mi zdi nekaj čisto normalnega od moškega, ja, te bo na seks namigval, probal do tega prideti. Ja. Jaz sigurno bi. Se ni bila kuharski šov, tam na Masterchefu bilo malo bolj čudno, zdaj, če bi zdaj ti res vsem udeleženkam neki na seks jim namigval. Ja, tle ste pa v bistvu zato tu bili, ne, tako da. Kaj je bilo pa tisto, nekaj v enem članku sem zasledil, da je ta tvoja Janja se spogledovala z enim kamermanom ali nekem od produkcije ali kako? Ja, to je bil pa ta, v bistvu on je bil organizator, on je skrbel za nas, on je v bistvu nas vozil okoli po teh lokacijah, pa je organiziral, ne vem, kakšne te lokacije, da smo mi snemali, ne vem, restauracija se je zmenil pa tako naprej, ne. Ja, on je bil pa največji player, tako, ne. Ja. Ja, on je pa tako osvajal pač dejansko vse, ne. Mislim, 4 neveste je osvajal, tako. No, on pa ni bil obtožen nekega spolnega pritiska ali nekaj tazga, ne, zanimivo, ne. On za njega bi pa zdaj rekli, kako je bil super, pa faca je bil bombadred, ne. Ja, mislim, še več lahko rečem, pač jaz sem, dobro, to se je dogajalo na medenih tednih, ne, in jaz takrat pač itak pol ti je tako malo, mislim, jaz sem zdaj z njo tukaj, ne, snemal in zdaj, mislim, ona dva nekaj tako, malo je tako čuden občutek, ne. Mislim, jaz po eni strani sem rekel, ok, jaz te ženske ne poznam, ok, mogoče je bolj všeč un. Sem rekel, ne bom zdaj jaz tukaj nekaj pameten, ne, kva delaš una, veš, tako da glede iz te strani, jaz ne bom zdaj njej ukazoval, kva mora delati, pa kva ne dela v life, ne. Ampak po drugi strani je pa to tako malo zdaj, ne. Zgubiš pol tako že malo zanimanja, ne, ker pač. In samozavest in vse, in si drugačen, ko te snemajo in tako naprej. Mislim, to je pol čisto druga zgodba, si prav predstavljam, kako je to, ne. In to se je tudi pri drugih nevestah dogajalo, no. Tako da je bilo kar pestro, ja. Ja, ampak kako pa gleda sama televizija na to? Ne, vse pol se mi zdi, so določene sankcije tudi proti njemu, tako da so ga celo odpustili, ne vem, zdaj točen.
Ampak ja, no, je bilo kar pestro, no. Ker pač on bi lahko v bistvu kar zafrknil dosti situacijo. Jaz sem vprašal Janjo, zakaj je bila, jaz sem pol, to je pol, ki je prišlo ven. No. Sicer to je en drug par izpostavil in pol smo mi tudi povedali, kaj se je dogajalo, jaz to nisem hotel izpostavljati. Jaz pol, ki je to prišel ven, sem vprašal Janjo, zakaj je bila ona takrat, pač je bolj, ne vem, okoli njega pa tako naprej. In pol je ona meni rekla en tak zanimiv odgovor, zato ker pač jaz sem bil kao njej dodeljen, on je pa pač ni bil, on je bil pa tam, sam. Ja, bolj zanimiv. Ja, vse to. Tako da ja, je bilo kar pestro, glede tega. V tem intervjuju, ki je bil, je še kaj tacga bilo, ki te je prizadelo, tacga, ki je bilo grdega izrečenega na tvoj račun? Pa, mislim, ta spolni pritisk, pol recimo, mislim, Anja je pol hotela naju prikazati v tem podcastu, kukor da so mila res tako največji par, ki se v bistvu, par, ki se totalno ne ujema, kar je, mislim, jaz si tega lih ne bi upal trditi, ja, imajo poglede različne tako, ampak kar pa jaz mislim, je pa to, da ona v bistvu hotela sam prikriti ta njen odnos z Denisom, in v bistvu preusmeriti pozornost. To je bil ta tip, ki se je z nos pogledal. Ja, ne, to je bil ta Odanje tip. Ja. In ona je v bistvu preusmerjala pozornost, tudi recimo v šovu, ki smo bili. In ko sta se onedva začela, onedva sta bila, 3-4 tedne perfekt par. Perfekt, noben čez njega, vse je super, noben, ko mi smo se itak že vsi malo skregali, pa tako, pa nazaj, pa onedva perfekt. No in pol, ko sta se počela, pol je šlo pa sam nas dol vse. Če dalje bolj kreganje, pol na konči jok, pač vse živo. In ona je pol prav videla, kjer par ima probleme, recimo takrat sta imela, Tanja pa Gašper, in je pol usmerila pozornost iz nje pa Denisa na Tanja pa Gašperja, da se je pol več o njima govoril. Tudi na koncu po šovu je usmerila pozornost na mene pa Janjo, da se je več o nama govoril. Mislim, to je res, mislim, ona je tako zelo inteligentna, kar se mene tiče, ampak ja, kako pa, nima pa meje med tem, kar je prav, pa kaj je narobe, pač to pa definitivno nima meje. Ti je žal, da si se prijavil na to, bi se še enkrat prijavil? Meni je žal, jaz bi se še enkrat prijavil, ker verjetno bi dobil tudi kakšno, mogoče bi malo več skupnega, smo čisto iskreni. Ja, zanimiva izkušnja, res rečem, zanimiva izkušnja, pustimo zdaj te drame, ki so se pol dogajale, pa tako, ampak sam šov je bil zanimiv, tako. Bilo je veliko zajebancije, vse smo se zafrkavali, tipi smo imeli tudi kakšno fantoščino, pa pol je bila še ena fantoščina vmes, tako da ja, zanimivo je bilo, zanimivo, tako super. Saj tudi zdaj, mislim, jaz se več ali manj z vsemi super razumem, pač imamo neke te odnose, včasih si kaj napišemo na Facebooku, tako da jaz načeloma imam čisto z vsemi v redu odnose. Ja. Pa se še kaj dobivaš iz komu, ali se kdaj skupaj dobite, mislim, da se več dobi? Mislim, decembra, pol, ko je bilo konec snemanj, pol, ko so nas nehali predvajati na televiziji, smo imeli tudi večerjo, skupno smo se vsi dobili, tako da ja, je bilo kar zanimivo, pa smo šli malo po centru, tako da ja, dober dan. Drugače pa ja, po šovu sem se parkrat z Renato dobil, so šla v hribe, Triglav pa še par drugih, Mangart, tako da ja, ona mi je tudi zanimiva, ona je tako ful direktna pa iskrena, kar mi je tako všeč, ker tukaj se je pol prav videl v tem šovu, kako določen folk je pred kamero čisto drugačen, kukor pa ko se ugasnejo kamere,
ki se mogoče malo bolj delajo fine, ne? Ali kako bi temu rekel. Ja, igrajo. Ja. Pestro, no, pestro. No, pa se ti mogoče, Renata je bila tudi, midva sem imela enkrat oddajo v živo, ne, tako da jo pač poznam malo, ne. Pa je imela ona kaj težav zaradi tega, ki je direktna, pa je vse direktno povedala, pa to. Mislim, težav po moje. Mislim, težav. Ja, Hitar Se je veš, pa... zdaj ne smeš vse povedati, ne, mislim, ne smeš povedati, daj. Ja, Hitar je padlo v kakšen konflikt z drugimi. To je kar bilo, ja. Zdaj težava pa... Ja, jaz sem mogoče bolj tak, da se izogibam konfliktov, ja. Razen, ker ne gre drugače. Je pa jaz, kakor sem pač to spremljal, bi pač rekel, da je bila Renata tista, ki je bila daleč najbolj zanimiva oseba v tem šovu, bi se to z menoj strinjal in mogoče tudi, jaz mislim, da je bila zaradi nje večja gledanost, no, jaz bi rekel, da je bila ona tista, ki je poskrbela za večjo gledanost, bi se to strinjal z menoj ali misliš, da se motim? Pa, ja, na začetku, ja, ful je bilo tako neke drame okoli tega, ja, tako da ja, to bi se kar strinjal, ja. Se pravi, Sandi definitivno, pol Renata, ja, pol se je to malo umiril, pol je tudi Anja. Je bil, kdo je bil Sandi? Ja, Sandi je bil pa čisto na začetku, no. On je spal izpričo od svoje žene. To je on, kaj je bila, ena Viki je bila, ali zno je bil. Aha, in on je spričo bil. Ja, od svoje žene. Ja. Vidiš? Vidiš, da je čez kontra teb, pa mu je verjetno bolj šlo kot teb, tako. No, ampak ga pol ta Viki ni takoj odjebala, ki je to naredil? Ja, to je on šele čez en teden povedal, se mi zdi. Ja, no, ampak kaj je bilo pa pol, ki je povedal? Ja, v bistvu niti, po mojem, ne, takrat ga ni tako odjebala. Dejansko ona ga je še tako razumela na nek način, ali ne vem, v tem smislu, no. Sam pol so ga pa strokovnjaki izključili, ker pač je to moralno sporno, ne. Zdaj, no, vidiš, ampak ženska pa ni tega videla. Ja. Ne, vidiš, večje baraba si boljše. Ja, mislim, ja, to so bile kar drame, ja. Mislim, pol se je malo umiril, no, pol se je pa začel to za njo, pa, ja, tako da, ja, no. No, kako pa to, da sta pol z Renato se dogovorila, pa da sta šla v hribe? Ja, ona je tako rada športa, pa tudi jaz sem tako parkrat njo pohvalil, tudi vmes med čovom, da dobro zgleda, da ima dobro rit, pa tako, Ja. In ja, pač, tudi ona je mene pohvala, da pač, da ima rada tak folk, da vabi ven ljudi v naravo, v hribe, da se gre hoditi, da je akcija, da je šport, no. Tako da, ja, no, tukaj na te točke so imela malo tako ful skupnega, no. Samo ona je starejša od tebe, kar nekaj, ne? Mislim, ja, nekih 10, ne vem, nekaj tazga, 10 let, ne vem. Pa sta se ujela, okej. Pa ja, tako, tudi pač tako, ko sva razpravljala o tem šovu, pa tako v osebah, pa tako so imela kar tako dosti podobna mnenja vsem, no. Kam pa sta šla to v hribe? Pa šla sva tukaj na Kamniško sedlo, pa Mangart, pa Triglav so šla tukaj. Pa sta šla večkrat? Ja, 3-krat, 4-krat so šla, ja. Pa vse je bilo dobro, ja, tako, bilo dobro, ja. Ni bilo dolg čas. Tako rada govori, ja. Ja, in s katerim si pa ostal v najboljših odnosih, rečemo, če bi zdaj rekel o teh sotekmovalcev? Mislim, to je zdaj težko reči, no. Ker, mislim, imamo odnosa, sam ni pa zdaj tako, da bi bili pa zdaj ful dobri prijatelji, no. Tako.
ker vidiš tako malo razlike, sploh pol, ko gledaš šov, pa vidiš tako malo razlike, tako da ja, no. Tudi zdaj, recimo, ne vem, ful veliko ljudi se je, ne vem, skregali za njo, zdaj, ki jih je pa poklicala, recimo, na podcast, pa kar pršala, no. Si misliš, čakaj, zakaj greš ti zdaj, kaj, če si se kregal z njo, ne vem, gre za promocijo sam, kaj, ali kaj, ja. Mislim, malo je tako čuden vse, no. Ja, no, čeprav jaz to razumem, da grejo, ne, ker če zdaj ne bi hotel jeti, bi pa mogoče kdo rekel, ne, se ne upa, ne, tudi ona bi si lahko mislila, zato, ker ima neko slabo vest, pa se ne upa do mene prideti, pa to, tako da jaz to bi šel, ne, tudi če se z enim skregam, mislim, sam bi šel, ne, jaz tudi, da te hejterje, ki imam, da kjer ga povabim, rečem, da ti prid k meni, se bo tlele vsela, pa boš ti povedal, zakaj sem jaz smotan, zakaj sem baraba, zakaj sem nategator, pa take zadeve, ne. Dobro, sicer se do zdaj še nobeden ni odzval, ampak povabim, ne, in jaz to vzamem kot, da njemu zmanjka besed, se pač ne upa prideti, ne, tako da jaz bi šel, no, tako da to razumem. Ja. Mislim, meni je že v štartu ta podcast je tako, se mi zdi tako malo pristranski, ne. Če zdaj, ne vem, podcast, da vod neka udeleženka šova, je že to iz prve pristransko, ne. Res, ja. Mislim, tukaj se že pol poraja vprašanje, ne, koliko je sploh ta podcast legitimen, ali kako bi temu rekel, ker da ga ima neka udeleženka od šova, ne, to pol vse kaže na to, da bo šel podcast v smeri njenega razmišljanja. Dobro, strokovnjak je tudi zraven, okay, se on je bolj, on ni toliko čustveno opleten, je zelo objektivno ocenjuje zadeve, ampak še vedno, pol, mislim, tako, tudi Janja, spet zamešam malo, se pravi, tudi Janja, ki je prišla na ta njen podcast, in pol so se oni, to mi je bilo pa zelo zanimivo, ker one dve se imata, Anja z Janjo sta ful kolegice, ali Anja Janjo ni nikoli poklicala v 3 mestih. In one dve sta pa kao ful kolegice. In pol je bilo ful čuden te Janji, zakaj jo pa zdaj poklicala za podcast, prej pa ni kao 3 meste. In pol je ona šla na podcast do nje, in sta se malo pogovarjali, tretje, in zdaj ona promovira, kako da sta pa one dve najboljše kolegice. Mislim, če ti nekoga ne kličeš 3-4 meste, verjetno tudi ni zato klicala, ker ima to Janjo so kar dost spruvali po netu, zaradi tega, kako se je obnašala do mene pa tako, in verjetno je ona tudi zaradi tega ni hotela klicati. To je moja teorija, okay, to ne bom zdaj kaj preveč pameten. No, ampak zanimivo mi je pa to, da je meni Janja povedala, ker so se oni pogovarjali med strokovnjakom, sam to je bilo vse izven kamere. Se pravi, med strokovnjakom, Janjo pa Anjo, so se oni vmes pogovarjali in je bilo nekaj na to temo karme, in je rekla Anja, da ona pa ne verjame v karmo, da vedno za vsakega poskrbi, da pač dobi to, kar si zasluži, da pač v smislu maščevanja. Da se že ona maščuje. Ja, da ona se ima za karmo. Se pravi, da ona vsak, ne vem. Ker nekaj slabega naredi, se mu ona maščuje, ne čaka tako, na karmo. Točno tako. In je tudi komentirala, da bom jaz dobil to, kar si zaslužim. Se pravi, pol ona ti je napovedala neke vrste maščevanje. Ja, ampak to je bilo off-cam, to ni bilo na kameri. Ja. To so se samo oni pogovarjali in tu strokovnjaki bili začudeni. Mislim, kad to se je videl tudi v samem eksperimentu, kako je ona proti Denisu na koncu, se mu je začela ful maščevati. V smislu, ne vem, vrnila mu je neko zapestnico, ki je on podaril, pa mislim, je rekla, kukor, da ga bom jaz že naučila, kako se obnašati, ali nekaj v tem smislu. Tako da iz tega vidika lahko sklepamo, da je Anja zelo maščevalna oseba. Mislim, če se ji zameraš,
In jaz sem tudi rekel, Janja, moja žena, sem rekel, zakaj nisi rekla, da to, kar recimo mi ona dela, da je to nepravično, ne? Recimo tudi policija, pa uno, pa tretja. Ne? In ona pa ni taka oseba, da bi pa ona to njej rekla, recimo. Pa, jaz ji nisem rekel, da ti skregi se z njo. Ne? Jaz sem samo rekel, lahko pa poveš človeku, ne vem, svoje mnenje, mislim, a se to zdaj zdi pravično. Ne? In ona pa noče ji tega povedati, ne? Ker ve, da če bi povedala, ne, bi se ona tako skregala z njo in bi bila cela štala v hiši. Tako da ja, to je, mislim, to so ženske. Pa zakaj pa ne pišeš Slovenskim novicam, glavnemu uredniku, da bi ti tudi želiš na podcast ta, ki ga vodita, da pač si udeleženec pač resničnega šova in da se je tudi o tebi veliko pogovarjalo in te tudi veliko blatilo in da je prav, da ti daje pravico, da tudi svoje plat poveš. Jaz sem to napisal. A si napisal? Ja, na Instagramu sem jaz to vse napisal. Komu si napisal? Pa Slovenske novice prav. A ja? Ja. Pa ni nič bilo odgovor. Mislim, oni so mi rekli, ja, da če hočem, da sem dobrodošel, da povem svojo plat, da sicer, da ne smem govoriti čez voditeljico ali pa soustanoviteljem, oni, ki vodijo to, kar je tudi Tanja, in da se ne obrnem in so mi poslali pol njen mail, mislim. Ja, to je toliko stvari so napisali, da se čez to ne moreš prebiti. Ne? To je tako, kot dovoljenje v kakšnih državah za letenje z dronom. Ne? Obstaja možnost, da se ti urediš legalno letenje z dronom, ampak to je toliko stvari, da če se let s tem ukvarjaš, ne moreš zrihtati. Ne, tako da to je ena taka podobna, pa polka bi te še k drugemu poslal, pa k tretjemu, pa četrtemu. Ja, na koncu bi pa še izrezal po podcasta, kar sem povedal, pa to je to. Še to se lahko naredi. Še na koncu, ja. Še to se lahko naredi. Tako da, ja, no, mislim, malo nepravično, ampak ja, nimaš kaj. A so te mogoče povabili zdaj, ko si bil pač v tem resničnem šovu, so te povabili še v kakšnega, ker ponavadi se to naredi, da te ljudi, ki so že bili, še v druge povabijo. Ja, v enega so me, jaz sem bil pa lik takrat na dopustu, tako da nisem mogel iti. No. Tako da, ja, drugač bi pa šel ali kako? Bi šel, ja. Vse je zelo bil tak bolj kratek, no, ampak... Zdaj, če v katerega bi pa narajšel, če bi mu na izbiro, da lahko sam zbiraš, kam boš šel, kater bi ta bil? Ja, jaz sem se že večkrat prijavil na ta Exatlon, no, sam zdaj ga ni več. Zdaj ga ni več, tudi pa je tako, da ne vem, če sploh bo še kdaj. Tako da ja, ta šov bi bil načeloma bolj zame, no, ker sem bolj tak športni tip, pač všeč mi je šport in tako naprej. Ampak ja, no, to je zdaj, ja, no. Drugač pa ne vem. Ne, kaj pa se ukvarjaš športom? Pa več ali manj hribi, tudi učitelj joge sem. Ja, hribi, več ali manj hribi, no. Pa kolesarjenje, pa več ali manj taki bolj poletni športi, no. Tudi po zim grem kdaj v hribe, po snegu, mi je čist fajn. Drugač pa ja, to je bolj to, no. Kaj pa kmetija, rečemo? Ta je taka najbolj znan, bi rekel, po mojem najbolj prepoznaven. Ja, na kmetijo bi kar šel, ja. To je kar zanimiva stena, po mojem. Zato so zdaj začeli predvajati nekaj, ja. Ja. Samo to se ti lahko zgodi, da te 2 meseca ni ven, ne? Bi to vidiš kakšen problem? Pa niti ne, no. Po mojem se mi zdi, da tukaj, to sem mogoče malo pogrešil pri tem šovu, ne. Ja. Ker mi smo snemali, ne vem, 6 ur in pol je bilo pa to, 6-7 ur, ne vem, odvisno, kakšen dan, tudi cel dan. Pol je bilo pa to, ne, in pol se ne vidi tega, kar je v ozadju. Mislim, veliko se ne vidi, ne.
In tukaj sem mogoče malo to pogrešal, da bi nas snemali tako cel dan, ne? Ker dejansko res nimajo problemov s tem, ne? Pač, da si, ne vem, iskren ali pa v tem smislu, mislim, mene lahko snemajo skozi noč in dan, če nimam nobenih problemov s tem. Ne? No, meni je bil deleč najboljši resničnostni šov Big Brother. Če si to gledal, jaz se spomnim, pa oni prvi so bili najboljši. Verjetno tudi zato, ker je začetek bil, ne, da nas imaš celka resničnostnih šovov in je pol to že malo manj zanimivo. Ne, takrat, ki je pa začetek, je pa to, jaz to vem, to sem vse gledal, mi je bilo ful zanimivo, pa se je cela Slovenija to gledala, ne, čeprav bo zdaj kdo rekel, da jaz pa to nisem nikoli gledal, ne, pa so gledali. Ne, jaz sem si pa v ta šov bi si želel iti, ne, čist zaradi izkušnje, ker gledaš ti tiste tekmovalce tam in si rečeš, pa saj to je čist lahko speljati, mislim sebe, ker vidiš noter, kako bi ti tu dober pelal, ne, ampak v resnici ne bi, ne, ti tista uro, ko se usedeš, pa cel dan pogledaš, ne, kaj so oni delali, si ti lahko pameten, ne, kako bi ti tle boljšo dragiral pa on. Tam, ko si pa noter, pa ko imaš vsega poln kup, pa ko si že toliko cajta izoliran, pa še oni te verjetno malo provocirajo, pa verjetno tudi še malo tekmovalce drug proti drugmu, da se malo špikajo, pa to, da je bolj zanimivo, ne. Je pa verjetno kar težko in jaz sem zmeraj si to želel, ker sem to vzel točno tako, ne, ko greš na Triglav, ne te zanima, ali ti bo uspelo priti gor, ali ti ne bo uspelo. Tle bi pa me zanimalo, ali bi mi uspelo ta psihičen pritisk prenesti, ali mi ga ne bi uspelo. Ne? Tako da to mi je bilo deleč najboljši in to, kar si ti rekel, ne? Da ti je bilo brez veze, ko ste par ur snemali, pol pa konc, ne? Tle je bilo pa 24 ur in si tudi lahko prek interneta gledal 24 ur, ne? Tako da to je bilo res ultra zanimivo, če mene vprašaš, po mojem mnenju, ne, tako da... Ja, psiha je tukaj ta glavna pola, ne, kdo prenese ta psihični pritisk. Psihičen in tukaj, ne, če si mal, če znaš odklopiti, da si mal flegma, da se tudi v neke prepire ne vpletaš, ne. No, sicer zdaj, če bi jaz šel, neki resničnostnih šov so me že povabili, nisem v čas, ker imam preprosto preveč dela, drugače, če bi pa mu cajt, bi se pa odzval, ne, ampak sem pol razmišljal, ne, mislim, neko svojo igro bi igral. Mogoče bi se kdaj tudi namerno z nekom skregal, zaradi šova, pa tako naprej, ne, in ne, ker moraš pa tam tudi, če si zato, moraš pa tudi malo šova narediti, ne, da si ti čist tam nekje od zadaj, da te nobeden ne opasne. Tako da to me zelo zanima in tudi to, kar si ti rekel, ne, da te, ne, jaz tudi, da podcaste snemam pa to, ne, mene bi tudi zanimalo tam, kako sploh to poteka, kakšne kamere imajo, kako to, mene bi že z tega vidika tudi še zanimalo, tako da to je res siguren ena zanimiva izkušnja, no, tako da upam, da je bom enkrat doživel, no. Če ne prej pa, ko bom v penziji, ko bom v cajta, ne pa, seveda, če me bojo hoteli povabiti, ne, se veš, to je zdaj... Imaš pa občutek, da vabijo take, bom rekel, mislim, za resničnostni šov je tako, ne, bom zdaj malo na rekovajih rekel, večje budale, ki so noter, bolj je zanimivo zagledati. Pa tako, pa ne vem, no. Dobro, jaz bi tako rekel, ja, da definitivno je noter, je folk, ki dela drame, ne, pač, ampak ja, tudi tako, mislim, to je zdaj čisto odvisno, no. Pod nam je bilo tako, po moje, 50-50, no. 50-50. Ja, no, vse je to najboljše razmerje, ne. Da jih 50% dela drame, 50% pa joka, ki so pol malo razočarani, pa tako naprej, ne, tako da... Ja, vse pa malo, ja. Kakšni so bili tih preveč, kakšni... Ja, no, pestro tako malo. Ja. Kakšne imaš pa načrte za prihodnost? Pa tako, zdaj imam spet neko snemanje,
sicer še ne smem povedati, kaj je točen, drugače pa ja, no, pa ne vem, tako, kar bo prinesel prihodnost bo, pač jaz sem zdaj bolj v svojih terih, služba pa tako, tako da ja. Kako pa na področju žensk? Kako gre, kakšni so plani? To so pa zmenki kar pogosti, ja. Kar pogosti. Tako da ja, no, išče se ta prava, zdaj imam mogoče malo več neizbero. Aha, prinese resničnostni šov, ti je prinesel neko prepoznavnost. Ja, definitivno, ja. Mislim, tudi na zunim pulci, pač, ko me je folkor prepoznano. Sploh v času, ki je bilo po televiziji vse, tam do decembra, je bilo kar, no. Ker smo v center, komorkoli sem šel, me je folk poznal. Tako da je bilo kar, no. Se mi zdi, je bila tudi ta dosti velika gledanost, no. Kot so rekel, med vsemi sezonami najbolj. Jaz si po mojem, da je kar bila, ja. Kakšen je pa zate idealen tip ženske? Kakšno to iščeš? Pa tako, da mislim, zdaj, da imam zdaj prav neke okvirje, ful neke striktne, to glih ne bi, no. Je pa tako, mora biti športnica, tako, da ima rada šport, pa ja, tako, da je tako za akcijo, da ne vem, se gre čez vikend kam, na izlet, v hribe ali pa ne vem, tako, da se dela, da nisi zdaj skozi za televizijo doma, pa tako naprej, to mi je najbolj pomemben, pa tako, da pač, da ima služba, in to je to, da imaš neko stabilno okolje, ki se lahko pol predvideva prihodnost, ali kako bi temu rekel. Pa tako, da je družabna, da je komunikativna, da mislim, jaz tudi tako dosti rad se pogovarjam o stvareh, pač tako, da ima neke poglede na svet, pa tako, mislim, vse to je pa že to, Kaj pa to te pri ženski, ki je pomembno, koliko je prej moških imela, s koliko je spala, ali te to nima nobene veze? Mislim, ne vem, zdaj tako. Vprašaš to žensko ali ne vprašaš? Ja, ampak pol že, pol malo kasneje. Na začetku ne. Na začetku ne, no, ampak pol malo kasneje. Ja, in če bi ti ena rekla, da je 100 tam bila, pa rečemo, da se drugače super ujameta, kaj bi rekel? Ja, dobro vprašanje. Dobro vprašanje, pa ne vem, kaj bi rekel. Mogoče bi bil malo presenečen. Zdaj, ne vem, no. Malo razočaran mogoče. Ja, ne vem, veliko si jih imela, neki. Ja. No, v mojih časih je bilo to zelo pomemben podatek, ne. Zdaj pa vidim, da to ni tako pomembno. Moškem, ne. Mislim, meni je to zmeraj bilo zelo pomembno, no. Pač že en tak moški ponos, ne, mislim, zdaj ti tam prideš nekam v lokal, pa 3 vidiš, ko so seksa s tvojo žensko, mislim, ni glih najbolj prijetno, če mene vprašaš. Ženske bojo rekli, da je to pomanjkanje samozavesti. Ne vem, če je to pomanjkanje samozavesti, ne vem, lej, pač ljudje smo, mislim, tako nas je narava vzgojila, tudi če gledaš kakšen dokumentarc o živaleh, ki vidiš tiste, ne vem, v Afriki, tiste razne, ne vem, živali, antilope, tret zmeraj, tam močan samc, ima zase vse samice in nobenega drugih ne pusti zraven. Se do smrti stepe z njim, da je ne bo slučajno šel, ne. Tako da vse ljudje smo tudi en podoben razvoj dali čez ka živali, tako da jaz mislim, da tega nam je malo še ostalo, tako da ne, to se je zdaj v zadnjih 20 letih tako na hitro spremenilo, da nekaterem ni pomembno, čeprav je tako, ne. Moški, ki ima žensko, ki jih je prej imela veliko, se on mora tudi
Mora tu govoriti, da mu ni, da mu je vse, ker če ne bi to mu, ne, tako da, ne vem, no, jaz definitivno, ne vem, zame je bilo zmeraj že 5 velik, no, ne velik, preveč. Danes vem, da so časi drugačni, da take najbrž ni več, ne, ampak tako smo mi gledali, no, zdaj zgleda, da je malo drugače. Ja, mogoče je se malo spremenilo. Ja. Bi mogoče za na konec še kaj povedal, je še kaj tazga, ki sva mogoče spustila, namreč moram po pravici povedati, da težko je bilo v tebi, pa v tej tvoji nevesti najdeti veliko podatkov na spletu, ne. Zdaj, ko imam kakšne goste, ne, ki je že prej bil na ene 2 drugih podcastih, ne, tiste 2 podcasta poslušaš, veliko zveš, pa tako naprej, ne. Tukaj je bilo pa malo težje, tako da je čisto možno, da te kaj nisem vprašal, kar je zanimivega za povedati, kaj tazga, tako da če je mogoče kaj tazga, lahko še zdaj poveš, če... Pa ne vem, zdaj točem, moje sem kar veliko povedal, no. Da so šle vse te glavne stvari čez. Ja, mi zdi, da kar, ja. Ja. Je vse, ja, nič. Pol se ti bom pa lepo zahvalil, ko si se oglasil. Ja, hvala vam, ja. Upam, da bo še kdaj v kakšnem šovu, pa da se potem spet dobiva, pa kaj posnameva, ne. Tako da res ti hvala. Vam pa, dragi gledalci, tudi hvala, ko ste si pogledali. Napišite kakšen komentar, stisnite všeček, pa naročite se na moj YouTube kanal. Hvala, adijo.